The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Ja, no, vse to. To je že veliko. Ti si v redu, si rekel. To. Evo, sončki Petri se že blede, že takoj na začetku. Sam da jo lepo pogledaš, pa nekaj pozitivnega rečeš, veš že, kaj se pa danes dogaja. Sploh, če ti to rečeš. Ja, sej to. Jaz pa drugače skozi pohvalim. Tebe ne, ampak druge. No, vse ok, da. Ok, naš dobrodošli nazaj. Danes je z mano zopet Petra. Black Friday se je zaključil, tako da upam, da ste si nabavili vsi kaj lepega. Nič, kva, grejo začeti. Ta vikend si bila na obali, ste bili na obali, Smo vas je bila bili. kar velika skupina. 23 nas je bilo. In ko ste se imeli? Noro. Res noro. Zdaj se vidi, da nas nekaj časa ni bilo, ne? In da nekaj časa ni bilo velo izletov. Ni bil pač vreme tudi prav in ja, da so bila oba ful presenečena, ker je toliko ljudi prišlo. Jaz sem računala, da nas bo mogoče 10-12, nas je bilo 23, tam smo žusterno zasedali s celimi parkingi, folk vam vleko kolesa, vsi so nas gledali, kaj se tam dogaja, in pa smo se pelali po celi trasi, pa smo se razdelili tudi v dve skupini, ker nas je bilo kar veliko. Ampak smo se res tako lepo vozili na razdalji, nič ni nobena skupina prav, ki je nekaj noro zginjala pred drugo. Malo je bilo treba bremzati. Valjda, če Jih ste je ene toliko par. natrenirana. Ne, mene Ja, ni. tako. Ja, tako, pač malo smo mogli, vsak je prišel na ferango, je malo dodal, pa smo na koncu se že kar nekaj vozili. Tako da Mersat, ki je bil v skupini odzad, je rekel, da smo kar vsake toliko časa malo zginali, pa smo se spet pojavili. Sem rekel, ja, sej točno tako je tudi izgledala nekako vožnja, ne. Ko da oni odzad so bili malo bolj pridni, kar se tiče te konstantne vožnje, mi smo imeli pa malo takih, tako da jaz sem imela kar 65% presežen trening, tako da glede na tisto, kar je bilo mišljeno. Švoh treninge spisane. Ja, zaenkrat jih imam še take, ki so primerni temu času, sam pač ta fura ni bila primerna glih temu času. Ne. Jaz vem, da če šla sama 2 z Mersadom, bi jo sigurno 1 uro dalj časa vozila to furo, tako da... Koga smo imela v spredi? Koga od spredi? Je v bistvu smo se menjali, ker nas je bilo kar zelo veliko, tako da v bistvu najbolj hujši tempo sta zastavile punce, tako da Alenka pa Tijana, ali kako je ime tej punci, mislim, nekaj, zdaj se nisem zmotila na nekih, mislim, da je nekaj tazga. Ne, je kle, se bila že na rundah. Ful dobro se pele, pa v Aso so vedno celo oblečena, svetle lase, ne imajo Štefko prvič pripelu. Blond? Ja. Aha, okay. Mislim, da je Tijan. Mislim, da je Tijan. V glavnem sta, ko sta je prišla na ferango, je to začelo. Ženske ste brez občutka. Kaj proti buja punih hupsarjih, jaz sem na veliko odzad za njim, sem kaj punce malo bolj počas. Pogrekl še enkrat bolj hitrej, pa prav tako, sem kaj Alenka bolj počas. Prav, ja, sem mislila, da si ti rekel, da gremo prepočas. Sem kaj ne bolj počas. Tako da je bila v momentu tišina, ko sta one dve prišla na ferango odzadi. Tako da ja, no. Tako da še od Alenke mož od zadnji bil, pa sem pa rekel, jaz imam neki visok puls danes, ne vem, tvoja je odspred, jaz ti to pušti mi malo doma pišu, kaj mislim. Ko smo se imeli ful luštan, ful smo se naražali, ful smo poklepetali, pa ne med vožnjo, ampak bolj smo poklepetali, v Umagu smo se ostavili na kavi, ful je bilo toplo, in potem še po koncu nas je šlo 10, tam v ta... snack bar v Žusterni in smo šli na burgerje, pa na eno pivo, pa smo malo poklepetali. Bilo je veliko idej za novo sezono, za runde, kaj, kako, tako, ful je bilo luštano. Se meni se je kar kovcal. Tebe, jaz mislim, da ti si mogel rigati, ne kovcati, ker to je bilo vsake 2 minute. Čerin, v glavnem. Ful smo te hvalila, ne. To me skrbi, ja. Tako da imam posnete videe, kar ene par je naslovljenih nate, tako da jaz ti predlagam, da to sestaviš, pa kar lepo objaviš. Prav, ker vse zrežem ven. Nič ne zreš, vse pust, koliko je. 15 sekund posnetka. Dobar, se pravi, naslednji vlog, veste, kaj bo tudi noter? Se pravi, posnetek iz leta na obali. Ja, kjer ni bilo Anžeta. Ja, jaz sem imel moja Tamala, in da sem šla na Krim,
tako da je bilo tudi Ja, čisto neki si všeč. jamro, da te je zebel, pa ne vem kva, Pa pa ne, to. ni Pa, razumel. Kva sem pa ne, jamral? da te zebe za na kolo, pa Ja, to pa itak, da skozi jamram. da je nekaj. Da smo šla včeraj na kolo, pa kle. Vidva sta vaja ljubezen. Pa je bilo greje. veliko ljudi na kolesu. Včeraj sva jih kar veliko srečala, mi sva sicer z gorci, ampak sva jih tudi na specialkah srečala. Res je bilo prav veliko ljudi, no, tako sem bila kar... Glih danes tale Žiga, ki je tudi tukaj bil parkrat, ki ima faktorja. Sem ga srečal v fitnessu, je isto rekel, da jih je srečal kar nekaj kolesarjev včeraj. Tako da... Ja, jaz sej nisem samo mogel. oblec se je treba ful. Jaz sem bila včeraj v bistvu oblečena, več nimam. Ja. Samo še brez rokavnik imam pač za čezati. Več za obleči, kot sem imela včeraj, nimam. Ja, ne, sej jaz bi drugače šel kle na kolo, sam ta vikend nisem mogel, tako da naslednji vikend, če bo lep, bom zihar šel. Ja, naslednji vikend ne kaže več tok. Ja, No. no. Ljubljano bo kar, pa še nekaj zna biti sneg proti koncu tedna, tako da bo Bom šel pa mislim, da spet bolj. hoditi. Ja. Tako da Tako da mi smo se ne malo sekiram. pogovarjali, da bo, če bo vreme, pa če bo vse ok, 27. decembra ponovimo drugo traso, no, ampak da bi se spet dobili nekje na obali, če bo kar tam kar malo več stopinj kukar kle. Ja, se mislim, ta vikend ste imeli, če je bil Števko v Ja, kratkih... 16 stopinj je bilo, sicer Števko je bil kratkih zaradi drugih razlogov. To, On je rabo, on se je treznil celo pot, pa še se ni streznil, mislim, da. Ampak, no, on je malo pretiraval, no, tudi tisto kurjo kožo je imel več čas, tako da... neko, to mi je čuden, ker zadnjič, ko smo šli kle, so bila jaz pa Davor v termo, ne, teh spomladansko-jesenskih oblačilih, on je bil pa čisto zimski, pa je rekel, da mu je bilo super. Se pravi, je bil preveč oblečen za moje pojme takrat, zdaj pa v teh kratkih jaz sem kar gledal, kva tep ni jasen. Ja, jaz sem kratko kva, nič jasen. Vsi smo bili pa drugače, moram reči, da zelo podoben oblečeni, tako da 23 kolesarjev že, da vidiš, da smo bili res zelo podobno oblečeni, dolge hlače. Je že čudež. Ja, je že kar čudež. Res nobeden ni bil pretiran oblečen, nobeden ni bil prav razen Števko, ta premalo oblečen, tako da je bilo res dobro, no. Okay. Tako da ja. Jaz že obljubljam, že prejšnji teden sem rekel, da bom AI izpopolnil, zdaj sem dobil še par idej in bo ful dober, kar neki vaseka še vedno tipkate noter v ta AI trening. Trenutno še ni dober narejen in to, kar vam ven spiše, nažalost ne dela treninga za celih, ne vem, 6 mesecev, ampak vam naredi en trening in je to. Kar me ni všeč, tako da upam, da mi rata zdaj naslednji vikend, ko sem frej, ja, da bom doma to delal, ker na šihtu tega ne morem delati, ker me skozi nekdo moti in pol, ja, če nisi skoncentriran, jaz ne vem, kako to ljudje lahko kodirajo, pa se javljajo na telefon, pa tako da, ja, moram to doma delati, ker nimam distrakcij in ja, tako da bom ta vikend probal to urediti. Je pa tako, da bi lahko vsak večer po malo časa to delal, pa sem tak, da če ne naredim do konca, sem pol živčen in nočem se tega lotiti ob 9 zvečer, ker pa bom delal do 4 zjutraj in sem pol povožen cel teden. Tako da, ja, bom ta vikend upam, da Ti nisi tako, kot jaz, ko naredim spletno stran, pa čakam spet en teden, pa spet malo naredim. Pa ne, se pa spletni strani mogoče malo drugače, zato ker so sklopi, ne. Klej pa vse povezan. In ja, se bojim, da pol ne vem, kje tako ostanem. sem jaz včasih, tudi še na faksu sem takole delala PowerPointe, ko sem ga začela delati, kao, pa sem pa hotela vse do konca narediti. Vse te čisto razumem, ja. Klele pa res je malo smota, no, tudi imaš in stranke in pol ti še jaz malo pridem težiti Pa ne, vsake se že telefonski klici, pa ko moram odgovarjati. Ja, dobro, klic lahko zignoriraš, ampak vse ostalo pa Ma ne ne moreš. moreš stranko pač jaz se moram javiti, če vidim, da nekdo kliče, jaz se skozi javim. Ja, no, dobro, to, ja, ok, no, sej. Nič, greva dalje. Ja, lahko greva dalje, zdaj nekaj se dogaja, jaz malo tam brskam skozi tele novice razne, kaj se kaj dogaja, sicer veliko noro ni, ampak te prestopi še vedno odmevajo razno razni. Zdaj je najbolj tak frišen je ta Binjam, Girmaj, bi ker šel je tja v- potrjen že 100%, NSN, ta nov, v bistvu Izrael premijer, kjer ne bo več. Ja. Tako da gre tja, kar je v bistvu razumljiv, ne? Ker se bo Intermarché združil z Lotom, z Lota bo prišlo veliko šprinterjev in pol on ne bi imel več
kle take vloge, kakor jo ima in mislim, da je tudi brez odškodnine lahko prekinil pogodbo. Tako da to, potem sem videla, da Tomas Gerand bo zdaj športni direktor pri Ineosu, tako da bomo ga verjetno še kaj videli. Neko čudno vlogo je dobil. Ja, vlogo ima kot povezovanje kaj kolesarjev z vodstvom. Ja. Tako da ne vem, če je športni direktor, ampak da je bolj tak insider v Angliji. Piše sport direktor. Ali v Gironijo, se ne vem, kje živi zdaj. Ja. Ja, najbrž ima na večjih koncih vikend. Ja, najbrž. Malo okoli šeta sem pa tja. V glavnem žurajo. Zdaj le kar nek par kolesarjev, enega so slo dubl totalno nažganga v Monaku. Ja, dubl so tegale. Gavirijo? Gavirijo. Tako da imajo tudi oni ta off-season orank. Pa sej lan so dubl tudi tega Kelebevana, ki je šel pol za Ineos, pa zmaga, pa se je pa odločil, da v zaključil kariero. Pa sej pohen. Pa sej so samo ljudje. To so samo šprinterji izgleda. To ni glih neka pozitivna stran, ampak se poznava oba dva velik športnikov. Se pravi, da imajo tudi oni zdajle, imajo pač ta off-season, ker so si ga lepo vzeli. Tako ga se spodobno. Pol imamo tudi pri nas en tak prestop, ki je ali je pričakovan, ali ni pričakovan. Zdaj tisti, ki poznajo bolj mogoče, jaz niti nisem vedela, tako da bi pač zdaj je to napredek ali je nazadovanje, ampak Raubar gre iz tega UAE, kjer je bil sicer v tej pripravljalni ekipi UAE-ja, gre v Faktor, v Kranj. Tako da sicer za Faktor Kranj je to sigurno dobra ukrepitev, ne? To ni kaj za reči, to za njih je to super. Tako da za njega pa ne vem. To pa on ve. Ja, jaz ti tudi o temu ne vem, kaj preveč povedati. Ja. Tako da zanima me pa mogoče definitivno, če gre, pol že delajo tudi v Savi nekaj dobrega, ne? No ja, to, mislim, Faktor, ja, vse oni so bili zdaj letak najbolj uspešen slovenski klub letos po številu zmag, pa tudi po udeležbah na tekmah, ki so malo višjega ranga. Tako da to siguran, sicer zdaj so ta dva tujca, ki sta bila v bistvu najbolj uspešna po točkah, pa po rezultatih, Brazilc, pa ne vem, kaj bo ta druga, kaj bo Angliš, sta oba dva nista več, ne, v ekipi, tako da mislim, da smo čist kar več ali manj slovenska ekipa, ampak ja, bo pa zanimiv zagledati, kaj se dogaja v taki ekipi spet naprej. Zdaj pa tudi ne vem, pa za Adrijo, v bistvu vsi fanti, ki so bili v Adriji, vidim, da se grejo kar v prestopi. So tudi iz Adrije neki prestopi je šel v Vini, Fantini ali Pantini. Tako da ne vem, a bo Adrija nek se je sušlal pa govorili, da naj bi imeli so tam težave, a ne s sponzorstvom pa z nadaljevanjem, tako da nič ne vemo. Bomo videli, kaj se tam dogajalo. Ja. Tako da to. Daj mi povej, niso še nič pokomentirali, Augusto je dal nov bike ven. Ja, mislim, jaz sem ga videla sam na slikah, tako pač za pogledat, sama oblika kolesa mi je všeč, barve mi niso všeč, tako da, ampak vse mi tudi barve Gusta niso všeč, tako da pač to je pač njihova barva, ne moreš zdaj neki ne vem kaj narediti, če imajo tako barvo. Ampak kolo izgleda lep, kar se tiče izgleda. Žiga je rekel, da ne bo dobil sicer tega ta novega kolesa, da bo dobil še ta starega. Ajde, še zmer upam, da ga v dobu. Ja, nisem mu že poslali sliko. Ja, saj ne moraš ti voziti za ekipo Gusto pa imeti star kolo. Ja, 6 bo imel novega, 6 pa nekak. Mislim. Ja. Se kolo ne košta 10 jurjev kvera pa 20. Ja, glede na to, da je ekipa pa njihov sponzor, tudi jaz tako mislim, da je to malo čuden, da daš ti ekipo, pa greš z novim kolesom v sezono, pa imaš ekipo, pa greš s starimi okviri not. To je totalna budalaščina. Skregan z vso logiko. Neumnost, ja. Ne vem. Tako da jaz še vedno upam, da ga v dubu, da ga bomo kle lahko gledali s novim kolesom. Ja, jaz tudi upam, da bo Augusto toliko, da če hoče ta kolesa prodajati, ne, da jih bo dal fantom zavoziti, ker sigurno tudi, če drugega že ne, je pa Žiga zelo eden od atraktivnih fantov, ki je zelo velik v rekreacijo vpet in je sigurno zanimiv za samo prodajo kolesa. A mogoče veš, kako se imenuje? Ne.
Pa se mi je povedal, da jih včeraj, pa sem danes zjutraj, pa sem pozabila, kaj ima za en ime. Boš ti najdu. Ja, če bi jim spletna stran delala. GTR. A ja, samo tako ima ime. Gusto GTR. Ja. Ja, se lahko. Zdaj ga prav odprem, zato da par stvari pogledam. Ja, se pravim, sama oblika je oblika zdaj malo teh koles, ki jih je večina, no. Spet ta načeloma, klasična. Ja. Tudi spreden del ima tako narejen, malo gre že na podoben kot tale tvoj niš ali pa malo na tele BMC-je, pa te spreden del. Tako da je tudi, ne vem, se je to zelo tale Villiers, Filante, zdajle, tudi tak. To so kar podobno vsa kolesa, no. Zdaj jaz ne vem, a jih to dela mogoče ena tovarna vse. Tako da... Ja, meni spreden konc je tak mal podoben C68. Bolj, tako zdaj, ko ga gledam kle na sliki. C68 je ful tak strok, tak sem ful... Ja, mislim, če ga pa iz strani gledaš, je pa bolj masiven zgleda. Kle pa tako od spredi pa res ne. Sem zanima me. Če ne vem, kako je pri nas s temi gusto kolesi, ker na cesti, kar smo videli, v glavnem so bili ti gusto kobra, ali kaj so bili, ne? To, kar ima poteli, ne? Ja, Telih koles, ki jih vozijo v ekipi gusto, jaz nisem videla nobenega drugega, da bi se tudi tako vozil z njimi, no? Da so ta kolesa se prodajala. Zdaj, če se pa bojo, pa ne vem, tudi zanimiv bi bilo videti, kakšna je cena tazga kolesa. To je bolj mogoče še zanimiv. Sicer ne vem, a ti imaš kakšno ceno, vidiš? Na njihovi strani. Ne, gledam, pa nič ne piše cene. Ne. Mogoče, če bi imel kakšen A2U ceno. A2U mislim, da ga je že reklamiral. A so ga že objavljali, se mi zdi, ne? A veš, da nisem je toliko pozoril, ne, sam zanimal me je, kakšen je ležaj noter, je še vedno press fit, ali so šli na navoj. In kaj si ugotovil? Ne vem, ker nič ne piše. Aha, dobro. Team Gold. Bomo videli, če bo Žiga prišel s tem kolesom, ampak ja, bolj mislim, da ne. Ja, jaz še vedno upam, da ja. Da bojo tako naredili, da bo cela ekipa njihova imela ja, mislim, se pravi, sej fantov spet ni nešteto, a ne, tako da bi bilo... Meni tudi to je tako, kakor da bi Ineos vozil polovica na starih dogmah, polovica pa na novih, tudi ne vem, če bi jih tako zgledali to, no. Ja, mal čuden, ne. Ja, večkam bi bilo, ne. Tako da, drugač pa... Jaz mislim, da ena od takih zanimivih stvari, ki bojo pa v Sloveniji drug let, ki je pa mene najbolj zanimajo, pa Firbec Matra, je pa mogoče do zdaj nismo dajali toliko pozornosti evropskim prvenstvom, je ta evropsko prvenstvo v Sloveniji in jaz v bistvu se ga prav tako veselim, ker to bo po moje full event. Tako nasplošno bo kar zalogaj, tudi za Slovenijo, za samo organizacijo. Pogačar bo vozil, tako da najverjetneje bo obisk full velik. In jaz to prav res tako se veselim, no, ko mi čakam, da to vidimo. Zdaj že kar nekaj je teh špekulacij, ne, okoli trase in vsega in zdaj mi dva imava že kar nekaj informacij sva nabrala iz raznih koncev, ki so enake v bistvu, tako da najverjetneje bojo kar držale in tako da zdaj vse vemo, da štart pa cilj bo v Ljubljani. In krogi se bojo delali pa tam pod Krvavcem. Kle ta krog, ki gre na Krvavc pa na Šentjurško, pa ta krog, tam bojo se krogi nabirali, pa se bo pa nazaj v Ljubljano pelali, tam bo pa kar veliko ravnine, tako da bi bilo fajn, če bi bil res pol kakšen cilj na Ljubljanskem gradu, ker to pa mislim, da bi bilo res spektakularen lahko, no. Tudi Ljubljanski grad, ta asfaltni del se mi zdi kar dober za gledati. Tako dosti prostora, da se lahko postaviš po njemu. Ti, tako, mi dva gledava zdaj to iz tega amaterskega vidika, ne? Ker rabimo mi amateri, ne vem, par minut, da prijemo gor.
To, ko vidiš profije, to letiš 40 Ma ja, na uro, to oni je- morajo bremzati v vink. To je res, ne, ta ljubljanski grad Tako ni da- glih neki, ampak tako se mi zdi dober tudi za postaviti, da bo veliko ljudi lahko gor in da bo tudi dobro zgledal zaradi same kamere, a ne mogoče. Ja, mislim, če bojo postavili v redu, pa definitivno bo pa tako pol, ko bojo snemali s helikopterjem, pa to bo Ja, itak tako ful dober. z tega, ne. Reklama za Ljubljano je ful velika, če naredijo ali na Ljubljanskem gradu, ali pa da je na Tromostovju. Ne? No, sej mislim to, da bo v centru Ljubljane nekje, pač je že znano, da bo cilj v centru, ampak to, da bi bil pa na gradu, je pa mislim, da bolj šele vse v samem predlogu. A ne. Zaenkrat je še vse bolj, da bo v Ljubljani sami, a ne, jasno. Cilj v centru je pa je lahko ali kakšen Tromostovje ali pa Kongresni trg, se kaj dosti drugega, mislim, da že ni. No. Tako V da ja, to vsakem jaz, primeru bo fajn. jaz mislim, da bo pa, da bo tudi udeležba na kar taka visoka, kvalitetna na samem Se že zdaj evropskem vidiš, prvenstvu. zadnjih par let Slovenci na turu nas je praktično največ, pa se morajo ljudje kar dolg časa voziti, da pridejo, da gledajo tam derke. Ne vem, zdaj so bili v Afriki, se jih je videl, pač po celem svetu gremo in jaz mislim, da takrat, ko imamo Slovenci enega tazga, da je velika verjetnost, da bo zmagal, oziroma da sploh pridemo nekam tako daleč, pol je ful velik navijačev, ki to pač pride gledati in zdaj, ko bo v Sloveniji, pa itak, jaz mislim, da Ja, to bo ja, cela Slovenija. Kle. noro. Tako da, tako da to je ena takih stvari, ki jo najbolj in še to, kar bo v Ljubljani, v mojem rodnem kraju in tvojem tudi na končni fazi, bo to še meni bolj taka res stvar, kam sem po mojem mogla kar izbirati, kam bo bi šla gledati, ali na kaj na Šentjurško na Klanca, kle v Ljubljano, kam in bo kar verjeten, bo mogla kar letati sem pa tja. Se lahko rešen Turško gledati do 100 Ja, kakšen- km, pa tako. prideš pa Ja, s sej kolesom. nekaj tazga najverjetneje do sem. bo treba izvesti, ja. Tako da bo to kar dober, tako da to mi čakam. Pa ta varianta, se pravi dirka po Sloveniji, se pa tudi veselim, pa mislim, da se bojo vsi kolesarji letos veselili, ker bo končno greva, spet ne? Vršič. Ja, to itak. To greva pelat My Tour. Tako da to sploh ni trte mrte klene, to je akcija. Tako da ja, ta bo pa Vršič, to zdaj tudi že vemo, da bo. In bo pa tako, da rekreativni My Tour bo cilj na Vršiču. Okay. Profesionalci, se pravi, bodo imeli pa cilj v Kranjski gori, tako da bo še spust. Tako da to bo, mislim, da še bolj. Tako da ko vsi poznamo spust iz Vršiča v Kranjsko goro in mislim, da bo to kar, bomo lahko imeli oči zaprte, ko bomo to gledali. Tudi po televiziji tiska bo gledal. Sam meni se pa ne zdi, mislim, da bi rekel, da je toliko navaren, se mi ne zdi. Mi je pol, je kakšen drug spust dosti bolj navaren. Veš, kakle nimaš take brzine, ne? Iz Ja, Vršiča sam če dol. te pa iz Uvinka ven nese, lahko pa fajn v prepad letiš, ne? Ja, imaš na ene dveh Mogoče glih Uvinkih na kar, no. enemu, dveh ovinkih, ja, Ja. ampak mislim, da tam bo itak dobro označen pa vse. Tako da, No, seveda se zaščitam, pa vse bo, to nimam, ok, sam še vedno je, no, pač. Ma ni, Klever Vršič, bolj zaradi teh kock, sam to, kad dva ovinka odpeljajo, pol že vejo, veš, kaj ni to, ko prijema, tako da noben mislim, da ne bo. Tisti, ki pa, če pa bo kakšen kaskader, ki bo preveč reskeru, je pa po moje lahko zelo, zelo hiter na tleh, sam to se sam podrajsu. Jaz mislim, da No, ne se bo pravim, to. sam je pač vsem zanimiv, da je cilj na spustu, da ni recimo na Klancu, a ne. Ja, ker ta Vršič je meni edini spust v Sloveniji, kad tako, če ga preteguješ do daske dol, moraš praktično na vsakem ovinku toliko zabremzati, da kle sem že vohu disk zavore v spodnjem delu. Jaz se kle sploh nikoli, sem šla sam enkrat dol s specialko, ne, dvakrat. Kle dol s specialko v ta konc, pa ne 4-krat s ponjem. Tisti je pa še bolj zanimiv, ker tam se pa zelo voha vse, tako da tam se je treba hladiti, ne, torpedo, ker se ti s torpedom dol bremzaš. Ali pa če imaš gumice, ampak še vedno so tiste gumice trpijo. Tako da ja, meni to niso spusti glih za pretegovati, tako da zato pa pravim, da je meni to kar zelo gaj. Ker spust, ne, na Bovci je meni vsem z vidika mi je lepši meni se v Bovc spustiti, kakor v Se je Kranjsko lepši, goro. sam je glih zaradi tega, ker je mal bolj odprt, pa ker je lepša cesta,
imaš dosti hitreje šla v brzino in je rečemo, bolj navaren, kukar pa ta je ful bolj zavit, ne. Ja. In kle nimaš toliko, sploh ne moreš razviti neke ful velike brzine, razen na dveh koncih, je niti ne moreš toliko razviti. No, v glavnem, meni je bolj zanimiv to, da je cilj na spustu, no, da ni sploh na klancu, tako da to bo kar zanimiv in ja, ta MyTour bo bil pa štart iz, mislim, da z Kranjske gore in bo šlo na Predil, pa potem iz druge strani, a ne iz Bovške na Vršič, tako da to je tudi eden od takih klancov, ki sem si rekla, ko sem ga enkrat pelala, pa nikoli več, pa si ga bom dala drug let na urnik za dirko, ne samo za tako. Jaz tudi se spomnim. Ja. Jaz sem šel, mislim, da 2krat gore, enkrat ful dober, ta drugič, ko sem pa šel, bom pa še zdaj v glavi, sem pa po moje najbolj trpel v življenju, ko sem se tja gor vozil. Mislim, sploh ne trpel, haluciniral. Ja, jaz sem tudi tako se pelala gor in še slaba kilometer pa pol do vrha, ko že vidiš v vrh, sem se prav mogla ustaviti in počivati in jesti gele se. To je bilo še v tistem cajtu, kad niti še nisem ne jedla pravilno, ne nič, ne, pač mislila, da nič ni treba delati. Pa še kontraveter je bil po celi uni Trenti, tako da je bilo še to zraven, čeprav je bil Mirsa takrat tudi spredi, ampak sama dva sva šla, no. Sama sva šla še prej na Mangart, tako da ja. Mi isto. Ne. Neč, dobro, tako da zdaj računam, da bo boljš. Zdaj veva za Evropsko prvenstvo, za MyTour. Gremo dalje. Ja, malo sva neki razkrila, ene skrivnosti mogoče. Sicer uradne niso, ampak mi dva sva jih malo zvohala. Le Petra daje mene v koš zaradi tega, ker skrb to snemava, ampak jaz nisem zvohal, to se Petra zvohala. Gremo na... Kaj imamo še naslednjo točko? Ja, v bistvu eno od točke, to sem nekaj, da moram s tebe skurcati, ko si za en kurc, ne? Ja. To bi mogla že na začetku povedati, ne? Ja, mislim, jaz sem gledala tale vlog, ki je Anže šel z Martino v fitness, ne? In moram reči, da Martina je zelo krasen vaje preštimala, zelo lepo naredila, res take dobre vaje, meni so ful všeč, ima take vaje, ki jih tudi jaz rada delam, tudi pol druge vaje sem gledala njene in so fantastične to vaje, meni so ful dobre, ampak to, kar je pa že deluje, pa za zjokat, mislim, tako da to morate pogledati, to je, mislim. To. Tam na eno nogo, mislim, ženska ga vleče na stolu, da sploh se ne more odriniti, 50 kil na eni nogi ne moreš odriniti, pa ne, da je bogi revaš, no. 50 je zmanjšala, pa te še mogla ona odriniti stran od stola. Mislim, da si zmanjšal na 50 na koncu. Danes sem delal 70 komi. Tako, ker sem se jaz daril, po moje, danes v fitnessu sem kolne, po moje sem mislil, da rojevam na trenutke. Ja, meni grejo ti tok na jetra v fitnessu. Prav na jetra mi grejo teka tam, jaz zanj se ogrevam, pa se je nad mano gor, pismo se ga pa kvaš, ti umrl, pismo, mislim pa daj, če... Jaz sem danes, 8krat sem imel, mislim, da po 3 serije, 8krat, se pravi za vsako nogo, 70 kil komi. Jaz, da bi mi dal tam 2 kile več gor, pa težko verjamem, da bi lahko še več porinil. Ja, no, jaz sem zdaj na 60, no. Ja, svaka čast. Jaz sem 60, sem jih delal še prejšnji teden, ta teden sem jih delal 70, pa sem komi. Pač jaz ne vem, kako ste vsi ostali toliko močni, ampak jaz na eno nogo 70, se pravim, jedva. 8krat. Pač tako. Ja, jaz jih na 60 naredim 8 do 10, no, pač odvisen. Jaz jih 10 danes jih po moje ne mogu tudi že 11-12 mi jih je ratal. Pač, se pravim, jaz si ne štejem, mislim, štejem si, ampak ne grem na ponovitve, ampak delam na to, kar ti je rekla Martina, na lestvico. Ja. Moja lestvica je 9, to je v bistvu tako, da pač praktično ne moreš, da greš skoraj na polno, ne od 10 in... To je to. In zdaj to je lahko kakšen dan tudi kakšen manj, ne? Ker pač, ne vem, če sem jaz dopoldne na šihtu cel dan delam, je popoldnem težje naredila vajo, kakor če grem dopoldne na fitness. Bom pač malo manj, malo več naredila. Pa zdaj imam 5 teden po tem njenemu planu in je bil squat, zdaj ta malo širši, pa da grejo kolena bolj na ven, pa da grem z ritjo čist dol, ne? Če kaj je že to squateti, to je šte? Počep. Aha, na eni nogi? Ne, počep, navaden počep. Aha, pa z utežmi, ki ti delaš. Ja, no, tega jaz ne delam. In sem mislil, da bom zvišal, ne? Da bom šel na 110 kila, pa 120. Moj
Naredil sem jih čist do dol sicer, ne, se pravi pomeni, da sem že močnejši, ampak sem 100 kilom, sem Tega jaz ne delam. dvakrat sem mislil, da se mi bo zavrtel, ker sem šel gor, tam pri 4. ponovitvi Pa sem... ti to delaš, pač sam delaš, ali imaš še vedno Martino, da te gleda Ne, zraven? sem. No, kaj se takih recimo ne upam delati sama tega. Ja. Ker mene zelo hitro začne hrbet boleti, čim je ena napaka in pa, ko me enkrat začne hrbet boleti, se težko znebim teh bolečin in se ne upam tega delati sama, niti deadliftov ne delam zaradi tega. Vse so še druge vaje, milijon, ki jih lahko in tako da ja. Sem deadlift delal na eni čudni in sem takoj, ko se mi je ulupil. A nimaš nič rokavic ali pa kaj? In pač preveč kil, velik kil sem dal, mislim, da sem jih dal 140. In mi je nek ta, ne vem, ko se reče, kaj kletka, kad daš gor, malo drugačni so kot uni sprednji, ne. Sem dal 140 kil gor in sem lahko, sam fora je, da ti drsi. Nisem imel pa unih strepsov, da bi lahko paril, da bi lahko se res koncentriral. Sem bil bolj skoncentriran na dlani, kako bom jaz izvedel. In pa sem začel strepsi in je... Slabo je bolj, ja. In sam je tako, ene par vaj, ki jih je noter, sem prav Sam vem, kako je bilo isto lani in sem bolj ful napredval, ne. Tako da, če bo letos tudi tako, super. Jaz sem reč, da meni je ful dobro. Meni se je ful telo spremenil, tudi ko Mirsa te rekel, da imam ful čist drugačen geštel. Ker naenkrat se Mirsa da večkrat na teden, ne? Ja, mislim, še tako, ko najprej na začetku se je nekaj pritoževal, pa jamru, da ni nič ostalo z mene, prav, da ja, mislim, ne, tako se mi je ful, res to je, mislim, dobro, res sem zdaj pa že res... Je 2 meseca po moje. Sicer jaz vajam za moč sem začela že avgusta, ne, s temi prvimi začetnimi vajami, pa zdaj v fitnessu sem že res recimo en mesec, da sem prv v fitnessu, pa dober mesec, pa že prej smo delali te, pač tisto, kar imam lahko vaj, da doma za narediti. Še imam 3-krat na teden tudi te mobility, a ne. Ja. Tako da 2-krat imam moč, 3-krat imam mobility in mislim tudi s temi mobility, da se še več pozna, ne, ker tam je pa ogromen zakor in se kar dela. Tako da meni pač je ful res to pomagalo. Tudi tako me, ne vem, vrat me nič ne boli, ko me je prej skozi bolel, zgoren del, tako da meni je to super. Dobro, zdaj greva še na vprašanje. Eno vprašanje je bil sicer, to je ful obsežen vprašanje, pa malo se mi zdi, da mogoče smo že malo že pa se s temi vprašanji, ampak to je bil vprašanje, da nekdo menja kolo in bo šel iz klasičnih rimov pa iz zajla, ne, se pravi na električne menjalnike in pa na diske. Ja. In da bi kaj o tem vse več povedali, ampak to je res, to je zelo, kot prvo je to zelo široka tema, kot drugo je pa to tema, ki mislim, da je zdaj ne vem, 20 let, ne, recimo električne menjalniki so 20 let, 15, jaz jih vozim 15 let, 10 let so diski, tako da to so res ni nič posebenega, pač gospoda je zanimalo, na koliko midva menjava, recimo pakne, ampak obloge se pravi, ne, ampak jaz mislim, da to je čist nerealna stvar, ker to jih lahko menjaš, vidim kle, ki imajo se na servis Hmersa dovozijo, to je lahko, eni jih menjajo praktično na 2 jurja, ker res ali preveč bremzajo, preveč tišijo, ful je odvisen od ploščic, ker so zelo različne kvalitete ploščic. Tudi jaz sem imela recimo, sploh pri kampi je bil problem, ker so bili samo kampa, originalne so šle gor in vse so šle še druge, samo druge so cvile in so se ful hitro, kampanjolo se zelo hitro obrabljajo, jaz sem jih mogla veliko več menjati, kot zdaj pri Shimanu. Odvisen je od sistema bremzanja, včasih se dajo sprednje, še potem pa se zadnje sam zamenjajo, ker nekdo bremza sam bolj na zadnji del. Tako da to je zelo nič tazga, tudi niso drage, to ni neka spet grozna stvar za zamenjati. Pri električnih menjalnikih tudi mislim, da ni kaj tazga groznega, da je samo vse pozitivno, prej kukar pa slabo. In tudi za sam servis ni nič posebenega. Baterije spet, vprašaj, na koliko časa filava baterije, spet je odvisen, kjer imaš, pri Shimanu je to lahko zelo dolg časa zdrži, saj v mojem primeru baterija veliko dalj časa, kukar pri kampi, ampak zdaj so se spet spremenile sistem baterij, tako da so te majhne baterice, ki predvidevam, da jih je treba kar na veliko časa filati. Sraman, ne vem, eni imajo zelo težave s ramovimi baterijami, tako da jih kar naprej filajo. Jaz recimo Shimano mislim, da polnava tam na 2000 km. No. Ne vem, kako imaš pa ti. Mislim, Shimano to eno mi crkljno, tako da tam ajde se je zamanala baterija in je to fila.
Bolj je odvisen, koliko sprejme menjalnik. Več, ko sprejme menjalnik uporabljaš, pač hitreje moraš filati, ko sprejme menjalnik ti več baterije po kurku, kot zadnji. Kar se tiče samih paken, tako kot si že sama rekla, čisto odvisen, koliko folk bremza. Tisti, ki pravilno bremzajo, bojo zamenjali eno pakno na, v bistvu, 3 sprednje pakne na ene zadnje. Približno tako, mogoče še kaj manj. Jaz takrat, ko sem se vozil največ, se pravi podobno tako kot letos, tam 10.000 na let, sem mislim, da zamenil ene pakne na približno 15 do 20.000 km sprednje. Jaz tega že rotore menam. Tako da to je to, se pravi čisto odvisno. Unika, Ja, pač zelo odvisno. No. se ne znajo voziti, oni bojo hitreje menjali, unika se znamo voziti, oni manj menjamo. Ja, jaz sigurno zamenjam Tako da 3 paken, ki jih ti ene, pa zamenjam še rotorje vmes, ki jih ti ne. Tako da to je zelo odvisen. Ja. Pa Tako da- kar bilo še, kako se predstavlja? Simpel, tako kot daljinc. Pritisneš in prestav. Nimaš prav kaj veliko za razmišljati, kle pri teh prestavljanjih, pri mehanskih je bilo dosti bolj pomemben, ne, koliko si z občutkom prestavljal, kle pač tudi če nimaš občutka, bo vse delal, zato ker res kot daljinc, pač pritisneš in prestav. Kar se pa samih zavor tiče, pa tudi v bistvu je zelo podoben k zaviranje k pri navadnih rim zavorah pri karbonu. Se pravi, ne smeš skozi mal držati, ampak moraš orang zabremzati pa spustiti. In tako načeloma boš tudi, bo tudi oprema najdlje časa zdržala. Ja, zelo bremzanje, če se vozite s kakšnim motorjem, avtom ali pa z gorcem, že gorci imajo večinoma že zelo dolg časa diske. Ne. Tako da ni nič posebnosti. Jaz moram reči, da zdaj odkar imam že toliko časa diske, da ko grem s Carrero, ki ima gor rim brake, mi je kar malo strah prvi zavoji. Moram kar zelo paziti. No. Ne, se zavorna moč pri diskih je dosti boljša, je pa tukaj tako. Edino, kar je zdaj treba gledati pri novodobnih pozicijah na kolesu, ko imamo vsi, rečemo, težišče ful naprej, je samo to, da polka se spuščamo, da damo rit malo bolj nazaj. To je mogoče edina stvar, ki jo je treba merkati zdaj zaradi diskov, ker če si naprej, pa da je rečemo malo bolj strmo, pa še orang zabremzaš, res greš lahko čez balanco. Sam to je tako. To jaz govorim ekstremen primer, 15% naklon, pa ti na polno zabremzaš in ja, tam greš lahko, če imaš težišče preveč naprej, ampak drugač pa, ne vem, jaz pa za vsakič orang zabremzam, pa še nikoli nisem letel čez balanco. Dobar, ti se res dobro spuščaš, tako da ti glih nisi, ti se ne hvali preveč, ker bojo pač ljudje, to je uno, ne delajte tega doma, to je Anže, ne delajte tega. Anže se fantastično spušča in on se res, jaz sem pač videla že kar nekaj kolesarjev, pa tudi v tej skupini, v tej družbi, ki se vozimo, si po moje definitivno eden najboljših spustašev z izkušnjami in pač upaš se in vse skupaj in mislim, da to ne njega poslušati, tako da treba je bremzati pred ovinkom, jaz bremzam veliko pred ovinkom, pa bremzam še v ovinku. Pa Tega ne delati, bremzati v ovinku. lahko, če že dosti prej zbremzaš, no. Kaj ima, bolj pri tem vprašanju še kaj, misliš, da je to to? Ne, to je bilo, predvsem je to zanimalo gospoda, polnjenje baterije, pa koliko menava pakne, no, to je bilo v osnovi. Načeloma pri baterijah je zdaj še to dobro, da imaš zdaj na vsakem števcu lahko pokazatelj, koliko baterije je še. Tako da če si to nastaviš na števc, ne rabiš sploh gledati nič drugega, ampak sam na števcu ti kaže procent baterije, ki pade pod 10%, začneš filati in je tudi to. Tudi števce opozarja, Ja. pol sam, da Baterija ti vzdržala, ne vem, načeloma 40-50.000 km in več. Tako da če jo moraš pa zamenjati, rečemo, če delaš na let 10.000 km, če jo moraš menjati na 4 do 5 let, daš 100 evrov in imaš novo baterijo in je to to. Ja. Ali pa prodaš glih, ki si dal 5 let, 6 ne bo možov, ki bo Ne. se vozil z ničem od tega, Ne. tako da mislim, da pa tudi vse bo slejka prej hitro sam dojel, tako da. Evo, to je to bolj. To je to. Dobro, A ja, še ta nekaj. petek. Aha. Ta petek ste vsi vabljeni, vsi, ki naj jo kle poslušate, pa tudi naj jo še nikoli niste videli v živo, pa niste prišli še nikoli na nobeno rundo, pa tudi če ste z drugega konca Slovenije, pa če ste kaj se po Ljubljani potikali po 6. uri,
Imamo eno prednovoletno druženje, to je zdaj že 4., 5. leto bo in se imamo res vedno full fajn in Anže bo tukaj, Štacuna bo imel odprto. Jaz moram še delati. Ja, zihar bodo v kakšno dobro ceno, ga bom toliko napila, da bodo v dobro ceno, pa malo bomo, kaj bomo pojedali, pa tako da res tisto novoletno vzdušje, poklepetali se, pogovorili. Kdaj se začne? Po 6, od 6 naprej, odprt imamo do polnoči, tako da je v bistvu vse pripravljen. Povabila sem tudi neki teh naših kolesarskih starost gospodov. Navijačici hotela reči. Navijačice so tudi povabljene, tudi punce pridejo in vse. Tako da bo, jaz mislim, da smo imeli ful dobro, tako kot smo imeli vsak let. Okay. Evo, zdaj ste slišali, popusti bojo, tako da oglasite se v privdu in to je to. Nač, do naslednjič, sončki dopoldan sem bil pri Berku, tako da v ta novemu vlogu boste videli to. Jutri pride mem in upam, da mi ga rata zahaklati za 15-minuten podcast, tako da če mi to rata, sem še to zmagal, pa nek nov produkt. Bo na hiter naredila, upam, da bo šel na moj bajk gor, tako da boste še to vse v ta novemu vlogu videli. Ko pride nekaj čez rampo, pa jaz rampe ne dvignem, pa on mora hiter nazaj v podcast. Tako da tisti, ki še pa niste pogledali vloga, ki je prišel v soboto, ven si to pogledajte. Predvsem nekaj je v novih trenirkah, poloverjih majicah, pa ne vem, kva sem še, no nekaj sem nakladil. Če hočete pogledati, si pogledajte. To je to, do naslednjič, sončki, čau. Čau.